Hvala lepa. Sodeluje 8 ekip, katere so ekipe imele plasma med prvimi 6 ekipami v regatah Celjanka, Ptučenka, Atems, Konjičenka in nažalost se vsi niso udeležili, zato damo poziv s strani Celjanke in Prekmurke, da se sledeče leto, naslednje leto na 4. tradicionalni udeležijo. Iščemo profil najboljšega štajerskega skiperja oziroma ekipe, celotne ekipe. Vsi vemo, da je jadranje ekipni šport in upajmo, da bomo letos dobili za letošnje leto zmagovalca, da nam bo vreme naklonjen v akvatoriju Opatije. Zakaj ste spremenili območje? Načeloma je zdaj to 3. lokacija, to se pravi, prvo lokacijo smo imeli v Beogradu na morju, druga lokacija je bila na Cresu, 3. je bila Opatija. Mogoče smo, oziroma ideja je, da to približamo, da še ostali zanesenjaki v jadranju vidijo, da nas lahko spremljajo v tem, to ni daleč, to je od 1,5 ure od nas 2 ure. Boljši tehnični pogoji, mislimo, da nam je ta prostor kar pisan na kožo. Morda samo še tole, tovrstna tekmovanja, kaj pripomorejo tudi sicer k popularizaciji jadralnega športa? Jaz mislim, da to dviguje nivo jadralnega športa, ker sam jadralni šport je v Sloveniji izredno razvit. Tako da zdaj iščemo že nekako smetano jadranja in regatiranja. Ja, drži, tekmovalci bodo tekmovali na poenotenih jadrnicah, če lahko temu rečemo tako, J35 oziroma Jeanneau One Design 35 čeveljske jadrnice, to je dolžine nekje 10,5 metrov, skoraj 11 metrov. Namreč gre za to, da pri takšnih regatah smo želeli zagotoviti enake pogoje za vse ekipe in da bi bili pogoji kar se da res enaki, smo zagotovili tudi, lahko rečem, vrhunsko tehnično podporo v smislu organizacije najemnikov oziroma najemodajalcev jadrnic, ki nam bodo jadrnice servisirale v bistvu tako, da bodo jadrnice res v vsakem trenutku enake. Zraven tega pa smo zadevo popestrili še na ta način, da se jadrnice vsaki dan žrebajo znova. To pomeni, da ena ekipa, ki je danes vozila na jadrnici A, bo naslednji dan dobila jadrnico B, v primeru ali tudi katero ostalo. V primeru, če se zgodi, da bi izžrebala enako jadrnico, kot je imela prejšnji dan, se žrebanje za to jadrnico izniči in jo bodo morali izžrebati znova, da bodo izžrebali eno jadrnico, katero prejšnji dan niso imeli. Na ta način smo se izognili temu, da ekipe prilagodijo jadrnice svojim potrebam in seveda za eno zmagovalno kombinacijo tole kombinacijo na jadrnici zadržijo. To pomeni, če se temu po domače izrazimo, jadrnice treba natrimati, potem, ko se opravi plov, se jadrnica spet raztrima in potem seveda žrebanje in znova prilagoditev nove jadrnice svojim potrebam in lastnostim. Kakšen je sistem točkovanja oziroma ocenjevanja, kakšne nagrade so predvidene? Sistem točkovanja je po tako enem low point sistemu, kar pomeni, da vsak zmagovalec regate dobi 1 točko, drugovrščeni 2, tretjovrščeni 3 in tako naprej. Točke se iz regate v regato seštevajo in sicer zmagovalec končne regate je tisti, ki doseže najmanjše število točk. V primeru, da se odpluje več kakor 5 regat, se bo slabša regata ene posamezne ekipe odštela. Naprimer, če bo odpluto 6 etap oziroma 6 regat, se bo 6. najslabša njihova vrstitev odštela. To pomeni, da na ta način si ekipa tudi lahko v navednicah privošči kakšen kiks in seveda ima potem možnost z ostalimi plovi dejansko to svojo uvrstitev še izboljšati. Nagrade so, bom rekel, zelo mikavne. Uporaba vozila Mazda RX-7 za obdobje 1 meseca za celotno ekipo. Potem so tudi tukaj denarne nagrade. Prva nagrada 1000 evrov, druga nagrada 500 evrov, tretja nagrada za tretjouvrščeno ekipo 250 evrov in pa seveda potem tudi ostale praktične nagrade v smislu raznoraznih bonov ali pa v smislu raznoraznih ugodnosti pri različnih podjetjih in storitvah.
Tudi letos pa ste 4-dnevni program nadgradili s predavanji. Tako, tudi letos smo nadgradili z predavanji, namreč že lansko leto smo poimenovali ta del predavanj, tako imenovana Jadralna univerza, dejansko in smo v program uvrstili določene teme, ki so pomembnega značaja za to, da ekipe in posamezni skiperji postajajo vedno boljši. Namreč želimo za to regato priti na višji nivo, res tisti, bom rekel, tekmovalni nivo in seveda tudi skozi prizmo varnosti doseči to, da ekipe kar se da uspešno in kar se da čim bolj brez težav prijadrajo do konca regate oziroma do konca samega tekmovalnega dela. Tako smo tudi letos povabili 3, lahko rečem, vrhunske predavatelje, Stipe Vitaliča, ki bo govoril o jadralni taktiki in pa seveda tudi tehniki, medtem ko bo Alen Kustič predaval o jadralnih pravilih, o novih jadralnih pravilih, ki so v veljavi od letos naprej 2009-2012. Gospod Jure Jerman, ki pa bo predaval o meteorologiji v jadranju, dejansko vsa 3 področja so tista, lahko rečem, najbolj pomembna in tudi seveda izrednega pomena za to, da se izpeljejo plovi in zaključi jadranje uspešno.